Mateja, zdaj gremo pa v čase francoščine. Bonjour. Ja, zdaj moramo mi sicer še imeti našo kolegico, evo, Krija se že smeje. Krija, dober dan, dobrodošla. Medve obedve s Krijo se tule bolj sukava po trnovskih krajih in naj povem, da Trnovo je zelo močno povezano z Žirovnico in z vašimi konci, Niko, ki ste jih zdajle predstavili. Namreč Janez Jalan je bil pri nas, pa Finžgar je kar velik odtis pustil. Tako da, če boste šli z mano v soboto na ogled Trnovega, bo nekaj teh utrinkov, ampak Krija nam bo pa predstavila francoski vpliv v tem delu, pa še malo bolj proti središču mesta bo šla. A je tako, Krija? Tako je, tako. Kako si? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ja, voilà. Nič, o teh Francozih bi bilo res veliko za povedati, ampak danes se bomo pa osredotočili samo na Ilirske province, ker imamo pač malo časa in sem vam pripravila eno pač tako predstavitev. Po slikicah bomo šli, ne bomo šli v živo tokrat, ker so pač te stvari malo razpršene po mestu, pa za teh 20 minut se mi je zdelo, da bo tako lažje. Tako da jaz upam, da bo tole delovalo, kot je treba. Takole, tlele imamo francosko Ljubljano, se pravi, najbolj znameniti francoski se je kdaj znašel v našem mestu, je vsekakor Napoleon Bonaparte. Marca 1797 se je francoska vojska prebila čez ta slovenski teritorij, no, mesec kasneje že so podpisali nek mirovni sporazum za Italijo in ta vojska se je vračala nazaj proti Italiji. 28. aprila 1797 se je tako na poti iz Gradeža v Trst Napoleon ustavil tudi v Ljubljani, v Škofijskem dvorcu in na to spominja tudi tabla, ki jo najdete ob vhodu, takoj ob vhodu notri v to Škofijski dvorec, ki se nahaja drugače takoj ob stolnici v centru mesta Ljubljane. No, in tukaj imate neko spominsko ploščo, ki spominja na ta njegov postanek v mestu. Valentin Vodnik je takrat v edinem slovenskem časopisu Ljubljanske novice zapisal, da je general Bonaparte v Ljubljano prišel zjutraj ob 8, je počival do pol 11, generale predse spustil, z njimi od poldne kosil in se ob 2 popoldne dalje po Tržaški cesti peljal. Torej je v Ljubljani ostal samo nekaj ur, bolj kratek postanek, verjetno bolj malo je videl Ljubljane tistega časa. Vodnik je še dodal, da se je Napoleon ljudem pri oknu pokazal, je truden videti, vendar pravijo, da ima trdno zdravje. In zgodovina vsekakor lahko potrdi, da je bil Napoleon takrat trdnega zdravja, saj je na to območje ponovno prodrl leta 1805, oktobra 1809 pa na mirovnih pogajanjih v Schönbrunnu pridobil to celotno območje. Še istega večera, se pravi 14. oktobra 1809, je v posebnem dekretu ustanovil Ilirske province, ki so izgledale približno takole, kot jih imate na temule zemljevidu, se pravi del Koroške, vzhodne Tirolske, Kranjska, Hrvaška, južno od Save, ki je do Bosne, celotna Istra, Dalmacija z Dubrovnikom in tudi Boka Kotorska so bili dodani v to novo ustanovljeno provinco. 55.000 kilometrov na kvadrat, okoli 1,5 milijona prebivalcev, v katerih so bili Slovenci, Hrvatje, Srbi, Nemci in Italijani. In kar je za nas najbolj pomembno, je to, da je takrat Ljubljana postala prestolnica teh provinc. To je dalo Slovencem tukaj krila, oziroma rada rečem, da je bil to veter v jadra narodnemu gibanju, saj je slovenščina kar naenkrat postala uradni jezik, poučevala se je tudi v šolah in splošno je prišlo do neke modernizacije življenja na tem območju. Eden velikih navdušencev Valentina Vodnika
je bil Napoleona, je bil vsekakor Valentin Vodnik, prvi pomembnejši slovenski pesnik, narodni preroditelj, učitelj, slovničar in urednik tistega že omenjenega časopisa Ljubljanske novice. No, res je začutil to neko svobodno razmišljanje, ki je prihajalo z Francozi na naše območje in v tem napisal tudi pesem Ilirija oživljanja, v kateri pravzaprav časti Napoleona kot znanilca svobode. Ta pesem ga je kasneje v bistvu kar drago stala, kajti pod vplivom ponovno Avstrije je bil zaradi te pesmi tudi predčasno upokojen. Valentin Vodnik pa je tudi pomemben za razumevanje slovenskega jezika tudi s strani Francozov, kajti francoski uradniki in pač voditelji so predtem pravzaprav poznali, že nekaj let službovali na območju Dalmacije. Dalmacija jim je pripadala že od leta 1805, Dubrovnik od leta 1808, tako da v bistvu niso poznali razlike med jezikoma te dalmatinske hrvaščine in slovenščine in to mnenje so spremenili šele pod vplivom Valentina Vodnika in Jernarja Kopitarja. Se pravi, ko sta to dokazala, je v bistvu slovenščina lahko tudi postala uradni jezik ilirskih provinc. To pa sta dokazovala kot člana Zoisovega krožka in vseeno je treba omeniti barona Žigata Zoisa kot nek osrednji lik, ki je bil tudi pomemben v času ilirskih provinc. Se pravi, Žiga Zois, ki je bil slovenski razsvetljenec, gospodarstvenik, podjetnik, mecen in mineralolog, je bil tudi najbogatejši Slovenec v tistem času in imel tole čudovito palačo, ki se nahaja na Bregu v Ljubljani. Leta 1780 je v tej hiši tudi ustanovil napredni Zoisov krožek, kjer so se zbirali napredni slovenski razsvetljenci, kot že omenjena Jernej Kopitar in Valentin Vodnik, pa tudi Jurij Japelj, Blaž Komerdej, Anton Tomaž Linhart in mnogi drugi. In tudi Francozi so si umislili Zoisovo palačo kot osrednje svoje shajališče in tukaj je prišlo kar do nekaj kulturnih, znanstvenih in drugih izmenjav. Naprimer, že omenjeno dokazovanje, da ilirščina ni samo en jezik, se pravi, dati pomembnost tudi slovenščini. Preko teh novih francoskih poznanstev je Zois prišel tudi do kontaktov z francoskimi znanstveniki, s katerimi je lahko predstavil svoje poskuse na proteusih. No, mogoče ena velika zanimivost so tudi pogovori o elektrokemičnih izumih Aleksandra Volte. Aleksander Volte vam je mogoče poznan predvsem kot pač enota, ki jo danes imamo za električno napetost, poznan je tudi kot tisti, izumitelj, ki je sestavil prvo električno baterijo. Bil je drugače profesor na Pavijski univerzi in eden najbolj slavljenih Napoleonovih varovancev in seveda so pač bila ta neka poznanstva. Tudi guverner Marmont je bil velik ljubitelj, velik navdušenec nad izumi Aleksandra Volte in v pogovorih s profesorjem Kersnikom, ki je poučeval fiziko in kemijo na ljubljanskih centralnih šolah, sta se skupaj navduševala, tako da je Marmont, ko se je vrnil v Pariz, svoj na Voltov izum osredotočeni laboratorij v bistvu podaril Kersnikovemu kemijsko-fizikalnemu kabinetu v ljubljanskih centralnih šolah in tako smo v bistvu prvič in pač verjetno do zdaj zadnjič v zgodovini bili tako blizu svetovnim novostim. Se pravi, da smo to dobili tik potem, ko so ta odkritja bila narejena in to ima tudi zaslugo temu druženju nekako v Zoisovi palači. No, Valentin Vodnik je pri Zoisu spoznal tudi Šarla Nodjeja, ki sta prijateljevala in si izmenjavala knjige in ideje. Kdo pa je bil ta Charles Nodier? Po njemu se danes imenuje francoski
inštitut, ki se tudi nahaja na Bregu, le nekaj hiš stran od Zoisove palače. Charles Nodier je bil povabljen v Ljubljano kot urednik uradnega glasila Ilirskih provinc, imenovano Telegraphe officiel de Provence Ilirienne, leta 1813, se pravi v bistvu v zadnjih 9 mesecih Ilirskih provinc je tukaj deloval. Povabljen je bil, da bo to glasilo v bistvu spravil na nek višji nivo, kot je bil predtem, ko je bil že tik pred propadom in to mu je tudi uspešno uspelo. V njegovem času je to glasilo izhajalo 2-krat na teden, sicer v francoski in vzporedno nemški izdaji, na koncu pa tudi nekaj številk tudi v italijanščini, torej sicer v tem glasilu ni bilo slovenščine, ampak so bile pa teme večinoma ilirske teme, se pravi, da je govoril veliko o dogajanju na tem območju. No, kar se tiče kulturnega, se je sicer bolj naslanjal na literaturo iz Dalmacije, je bolj črpal navdih od tam, predvsem zato, ker pač ni znal slovensko, ni znal nemško, v dalmatinskem območju je pa najdel več literature, ki je bila v njemu domačem jeziku, se pravi, da mu je bilo z tega stališča nekoliko lažje. No, Charles Nodier se je tudi prizadeval zainteresirati francoske knjigarnarje za ilirski trg, prav tako je bil velik navdušenec Žigada Zoisa, ki ga je smatral za največjega evropskega mineraloga. No, in kot že rečeno, je pa tudi veliko prijateljeval z vodnikom in je prišlo tudi do veliko izmenjav idej. Ko se je avgusta 1813 vrnil v Pariz, je o našem območju, o Iliriji govoril kot o deželi njemu dragih Ilircev, ki živijo v dobri, miroljubni in pobožni Kranjski in je govoril, da je od tu prinesel s seboj tople osebne spomine, ki so mu dale navdih za njegove ilirske romane. Med temi romani, pisani so bili 3, je vsekakor najbolj poznan in tudi v slovenščino preveden roman v francoščini Jean Zbogar, v slovenščini Janez Žbogar, ki govori o rokovnjačih. Rokovnjači so bili ena taka zelo intrigantna tema za Francoze in tudi velik trn v peti v času ilirskih provinc. Jaz rada verjamem, da je tudi Charles Nodier tukaj dobil navdih za krožek, ki ga je nato ustanovil v Parizu, za krožek, romantični krožek, katerega so bili tudi zastopniki francoskega romantizma, nam najbolj verjetno poznan Victor Hugo. No, in pa tudi ena izjava, ki se veže na nas, je njegova izjava, ko je bil tukaj v Ljubljani, da je največji zločin uničiti narodu jezik z vsem, kar je v njej upanja in domislic. Se pravi, to je ena taka ideja, ki bi jo sigurno marsikdo v Sloveniji z ljubeznijo do jezika povzel. No, ampak Francozi niso bili pomembni le na nivoju kulture. V Ljubljano so spremenili tudi z odpiranjem mesta z okoliškimi in ustanavljanjem parkov in vrtov, najbolj znani vsekakor botanični vrt v Ljubljani, ki je bil ustanovljen 11. julija 1810, takrat imenovan vrt domovinske flore v okviru visoke šole, École Centrale, kako se je imenovala v francoščini. No, na to otvoritev je takrat prišel že tolikokrat omenjen guverner Marmont in zasadil lipo, ki jo vidite tukaj tudi na sliki, še ko je bila v dobrem stanju. V zadnjih letih žal to lipo so napadle glivice in kar na hitro propada, ne vem, sploh če še v bistvu stoji, bi se mogla sprehoditi do tega parka. Vsekakor vam lahko povem, da so lani ob 210. obletnici posadili potomko te lipe. Tako da, evo, potomka lipe sedaj raste nedaleč stran od te Marmontove, ki bi imela drugače že 210 let. Botanični vrt je za Slovenijo vsekakor pomemben spomenik državnega pomena, saj velja za najstarejši botanični vrt v jugovzhodnem delu Evrope, ki se še nahaja na svoji originalni lokaciji.
Tudi Tivoli park je bil načrt francoskega inženirja Blancharda, odprli so ga leta 1813, seveda potem so Francozi odšli s tega območja in so ga kasneje urejali še drugi, kot Laterman, Radecki in celo Fabian je svetoval pri ureditvi vrta v začetku 20. stoletja. In še ena mogoče zanimivost, na Ljubljanskem gradu je v času Ilirskih provinc so bivali vojaki, tam so uredili vojašnico, kaznilnico in pa vojaško bolnico. No, ob umiku Francozov avgusta 1813 se je grad s strani avstrijske vojske obstreljeval z Golovca, demolirajo obrambne naprave, porušijo šance in stolp piskačev. In samo par besed o tem stolpu piskačev, tukaj je imam na sliki neko rekonstrukcijo tega stolpa, ki je pač stal malo ločeno od gradu. Danes bi mogli odmisliti tale razgledni stolp, ki ga še ni bilo, ki se nahajajo v ozadju, na tej sliki sedaj, takrat je bil ta stolp, en tak stolp, ki se je malo nagibal bliže proti mestu, na katerem se je bil ta balkonček, odkoder so dnevno ob 11 igrali glasbeniki na kornet, pozavne, trobento, občasno tudi na rog, na meh. No, kot v zadnji vidite tale stolpiček, tam je bil tudi zvon, ki je vsako polno uro odzvanjal čas, koliko je ura. In je bil v uporabi sicer od 16. stoletja, pa kaj nekje do sredine 18. stoletja. Vedno je bil nekdo na stolpu prisoten, nek čuvaj, ki je tam živel in istočasno tudi nadziral možnost požara v mestu. Se pravi, da so tudi naznanjali, če so bili v mestu požari. Vedno se je kaj igralo, tudi ko so naznanjali, dobili novega župana, novega sodnika, na velike dogodke, ki so se odvijali v mestu, so se nekako naznanjali preko tega stolpa piskačev. In v marsikateri dokumentaciji boste našli, da je bil stolp porušen s strani Napoleonove vojske, čeprav konkretnega dokaza ali besedila v temu pri nas sicer ni. No, Francozi torej se umaknejo v avgusta 1813 in potem na nekih pogajanjih v letu 1814 tudi vrnejo to območje Habsburžanom. Danes pravimo, da so v tem času vladanja Francozi prinesli neko modernizacijo meščanske družbe, modernizacijo šolstva in vseh teh rigidnih javno-upravnih funkcij. Marsikdo pa jih ni maral v tistem času, saj so visoko davčno obremenili predvsem kmečko prebivalstvo in pač seveda klasično vedno večina nenaklonjena spremembam. Seveda zgodovinarji pravijo, da mogoče je bil ta francoski vpliv prekratek, da bi se lahko videli njegovi pozitivni rezultati. No, po odhodu Francozov pravzaprav so Slovenci ohranili Francoze v slabem spominu. Spomin nanje se je začel šele spreminjati ob koncu 19. in začetku 20. stoletja, ko so se začeli zaostrene nacionalne razmere za monarhijo in so počasi slovenski izobraženci ugotavljali, da je Napoleonova oblast v 3 letih Ilirskih provinc za Slovence storila več kot Avstrija v celem stoletju. In od tu se začne potem neko to zahvaljevanje tega obdobja Ilirskih provinc z, na primer, spominsko ploščo, ki se nahaja na obzidju Križank na trgu francoske revolucije, kjer piše, da je bila Ljubljana prestolnica Ilirskih provinc, kot vidite na tej sliki, tudi katero območja je vključevala, v ozadju malo temnjeno, na sliki lahko vidite v bistvu ta zemljevid Ilirskih provinc predstavljen in našteti so tudi te generalni guvernerji, ki so vladali Ilirskim provincam v teh letih. Nasproti oziroma nekem osrednjem
mestu trga pa se nahaja Ilirski steber, ki je bil postavljen ob tej 120. obletnici Ilirskih provinc, se pravi leta 1929, po načrtih Jožeta Plečnika je 13 metrov visok steber, narejen iz braškega belega marmorja. Na vrhu stebra je grb Ilirskih provinc, ki lahko vidite tudi tukaj na sliki na levo, malo od blizu, ki je neka ideja pač grba teh Ilirskih provinc v tem času. No, na 3 stranicah stebra so vklesani verzi pesnitev Valentina Vodnika in Otona Župančiča, razen na zahodni strani, kjer pa je malo daljša pesnitev kot posvetilo neznanemu francoskemu vojaku. No, na južni strani tega stebra se najde tudi ta pozlačena bronasta glava Ilirije, to je prav ta, ki jo vidite na tej sliki. Zdaj pa, če premaknem, boste pa videli na tej sliki tudi bronasti pozlačeni kip samega Napoleona. In tukaj na tej sliki imate zdaj tudi, vidite to francosko pesnitev, ki mogoče vam jo probam čisto laično prevesti v slovenščino, za tisti, ki francoščine ne razumete. No, in pravi, pod tem kamenjem smo položili tvoj pepel, vojak brez imena, za Napoleonove vojske, da lahko počivaš v miru tu med nami, ti, ki si šel v boj za slavo svojega cesarja in padel za našo svobodo. Na kratko ne bi bila ta ideja, ki dokazuje pravzaprav neko to idejo, mogoče odprtega mišljenja Slovencev v tem ideju, se pravi ta navdih francoski, ki je prišel z ilirskimi provincami, no, kot rečeno, moj najljubši izraz je, smo dobili veter v jadra temu slovenskemu narodnemu prebojenju. No, mogoče boste o Francozih še kaj slišali letos, ker se praznuje tudi 200. obletnica kongresa Svete alianse, se pravi držav, ki so na koncu zmagale Napoleona in so bile potrebe po ponovni nadvladi po njegovem odhodu in eden od teh kongresov se je zgodil tudi v Ljubljani, od tudi ime trga, Kongresni trg, nekdaj stran od trga francoske revolucije, tako da tudi zanimive zgodbe za poslušati. Jaz bi pa za zaključek se zahvalila za pozornost, pa čestitala vsem kolegom in kolegicam ob tem prazniku. Res upam, da si bomo kmalu spet umahali na ulicah mesta ob ogledih v živo. Torej, hvala za pozornost. Krija, odlično. Tole si nam pa že kar skomine povzročila, pa pete nas tudi že, bi rekla, tako malo Srbijo. Dobili smo nekaj zelo zanimivih vprašanj, Krija, in sicer prvo je, kdaj nas boš popeljala po ulicah te francoske zgodovine? Čim prej, samo da mi dovolijo. Z veseljem. Super, te držimo za besedo. Sicer pa danes popoldan naj povem, da imamo v studiu krasno gostjo, gospo profesorico Vesno Mikolič, in ravno z njo se bomo pogovarjali o slovenskem jeziku. In je fino, da smo imeli Napoleona, čeprav si rekla, da so bili davki visoki, čeprav si rekla, da so ljudje kar trpeli, ampak slovenski jezik so nam pa le pokazali, kako je lepo, če ga imamo za uradni jezik. Ne vem, a si mogoče prebrala knjigo Josipa Jurčiča Spomini starega Slovenca? Ja, po priporočilu. Ja, namreč Josip Jurčič je tudi zapisal ene take dogodke življenja nekega gospoda, vojaka iz Stične, mislim, da tle okrog Ivančne Gorice, Stične, ki je pač moral Napoleonovo vojsko in kaj vse je on prehodil, katere vse kraje, od naših krajev preko Italije, celo Francijo do Pariza,
preko Nemčije do Rusije in potem nazaj domov, ker je tam francoska vojska razpadla. Tako da mislim, Krija, da naslednji projekt je, da organiziramo eno tako evropsko pešpot. Evropsko pešpot, z veseljem, sam še financerja. Ja, no drugače pa naj povem, da so te že razglasili za šefico, za francoske goste. Potem se pravi, kdaj nam boš pripravila ta ogled, to si nam že obljubila, da bo čim preje. Drugače imamo sicer še eno šefico že na liniji, vidimo tamle nestrpno čaka, ampak bomo še mogoče dali besedo Nikotu. Niko, imaš še ti kakšno mnenje o Krijinej predstavitvi, ki je bila, mislim, da zelo izčrpna in nam je povedala veliko novosti? No, Krijina predstavitev je bila zagotovo zanimiva za vse, ki jih zanima zgodovina in pa seveda naše glavno mesto, kaj se je v njem dogajalo nekoč in kaj se dogaja danes. Veš, Krija, imela si tudi enega poslušalca iz Bangladeša, neki Muhamed se nam je tukaj le javil, celo iz Bangladeša. Sicer pa za naše poslušalce, naše gledalce, ki nas spremljajo preko YouTubea, preko Facebooka in preko naše spletne strani, mogoče vabilo tudi vsako vprašanje, ki ga vi napišete v komentar v Facebooku ali v YouTubeu ali na spletni strani, se bo nam v studiu pokazalo in ga bomo z veseljem predali vsem našim vodnikom, ki bodo tukaj le z nami. Tako da, Krija, res je bilo zanimivo. Jaz sem se sicer na začetku, ko sem videl naslov Francoska Ljubljana, ustrašil, da bo to v francoščini, ki jo ti dobro obvladaš. Jaz sem pa šele na začetnem tečaju, pa še tega včeraj zaradi priprave na današnji preskočil. Še hvala Bogu, da je vzumil in sem dobil posnetek. Glede, da so moje vodenje... Ena stvar. Ja. Krija, hvala lepa, ampak zdaj pa mi gremo že spet na Gorenjsko,